Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je obračun 11. kroga med domačimi Dobrovci in gostujočo zasedbo Dravinje. Gre za zadnjo tekmo pred razporeditvijo lige v dve skupini. V skupino za prvaka, kjer bo igralo prvih 6 ekip, in skupino za obstanek, kjer se bodo merila moštva od 7. do 12. mesta. Domačini se trenutno nahajajo na zadnjem 12. mestu in tako je pred njimi krčevit boj do zadnjega kroga za ohranitev tretjeligaškega statusa tudi za naslednjo sezono. Na drugi strani pa imamo Dravinjo, ki se trenutno nahaja na 5. mestu in so si že zagotovili mesto v skupini za prvaka. Če bi upoštevali samo stanje na lestvici, jasno, velika vloga favorita pripada gostom, vendar vsi vemo, da le-ti ne zmagujejo vedno in je potrebno svojo kvaliteto na koncu dokazati na terenu. Preletimo še tudi obe začetni postavi. Pri domačih tokrat v vratih Ploj. Zaradi včerajšnjega pozitivnega testa na COVID je odsoten prvi vratar Anej Jurič. V obrambi nato z leve proti desni Lubej, Pivec, Petek in pa Klemen Kelc. Zadnja zvezna nogometaša sta Krivec in pa Jager. Pred njima trio Tadej Štahel, Nejc Grandušek in pa Domen Klanšek. V napadu pa tekmo pričenja najboljši strelec domačega moštva Elvino Podbrežnik. Strateg dobrovške zasedbe je Zvonko Breber. Na drugi strani pri Dravinji v vratih Fink, v obrambi z leve proti desni Anej Kolar, Hren, Blaž Kolar in Jevšenak. Zadnja zvezna nogometaša sta Gosak in Gaber. Pred njima Andraž Kolar, Čakš in Ramšak. Najbližje nasprotnikovim vratom pa tekmo pričenja Žurej. Strateg gostujoče zasedbe je Peter Pec. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice bo Niko Mihilič iz Ptuja, njegova pomočnika Andrej Boškič in Ermin Šašivarevič. Delegat tekme je Božidar Crnkovič. Ekipi sta do sedaj v vseh tekmovanjih odigrali 6 tekem, 2-krat so se zmage veselili Dobrovce in 4-krat nogometaši Dravinje. V gol razliki pa je trenutno izenačenih 11-11. Nazadnje pa sta se moštvi pomerili v sezoni 2017-2018 v 21. krogu. Takrat so z minimalnih 2-1 slavili Dravinčani. Domači so medtem otvorili ta obračun z napako Štahela. Dobrovce bodo ta dvoboj odigrale v svojih tradicionalnih modrih dresih, na drugi strani Dravinja prav tako v svoji tradicionalni zeleni barvi. Jager vrača Kelcu. Ta je iskal Granduška, vendar nenatančen pri oddaji žoge Klemen Kelc. Prvi prekršek tudi na tem obračunu, storili so ga gostje. Zaenkrat domači iščejo posest oziroma želijo odigravati in ja, seveda zavedajo se, da potrebujejo točke oziroma potrebovali še bodo kar lepo število točk, da si na koncu zavarujejo obstanek v ligi. Znova Jager, Grandošek. Krivec. Krivec v prostor proti Grandušku, pravočasno izvrat Fink. Klanšek vrača Petku. Pivec. Ploj. Veliko prostora ima Grandošek. Je takoj v prostor iskal Štahela. Krivec. Krivec in Jager z dvojno podajo. Grandošek vrača Pivcu. Štahel. Še vedno Štahel
proti Podbrežniku, na mesto obramba gostov, toda znova hitro do posesti domače moštvo. Posredoval je Andraž Kolar. Podbrežnik, Klanšek. Še vedno posesti Klanšek. Krivec. Štahel. Toda v prepovedanem položaju so se znašli domači nogometaši. Nekaj trenutkov za premor za gostujočo obrambo. Gaber, Gosak, Kolar, znova do Gabra. Nogometaši Dravinje so sedaj stopili na žogo, na nek način želijo umiriti domače moštvo. Na desni strani ima veliko prostora Jevšenak, toda prepozen pri oddaji žoge Čakš. Prvo pravo opozorilo tudi za obrambo domačega moštva. Jager, brez prekrška nad domačim vezistom. Še enkrat več so nogometaši Dravinje hitro zapravili posest. Vidimo, da domači takoj po odvzemu žoge stopijo zelo visoko, želijo igrati, iščejo svoje priložnosti. Kelc znova iz avta, tokrat najvišji v skoku Gaber. Klanšek. Jager lepo do krivca, Krivec v bloku Blaž Kolar, medtem tudi prvi udarec iz kota na tem obračunu pripadel bo domačim. Izvedel ga bo Jager. Tokrat proti bližnji vratnici, kjer se je odkrival Podbrežnik, izbili so na koncu gostje. Krivec. Še vedno Krivec, Grandošek. Grandošek s predložkom, znova se je odkrival Podbrežnik. Na koncu prekršek domačega napadalca, preoster je bil nad Hrenom. Kolar znova vrača Hrenu. V zadnjih 5 krogih v tej sezoni so nogometaši Dobrovcev vknjižili 4 poraze in en remi. Tega so zabeležili v prejšnjem 10. krogu, ko so nekoliko presenetljivo prišli do neodločenega oziroma do točke na gostovanju v Zrečah, vse do 87. minute tudi imeli prednost z 0:1, a na koncu seveda tudi zadovoljni s tem izplenom. Na drugi strani pa Dravinja na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih 3 zmage, en remi in pa en poraz. Tega so doživeli proti vodilni Bistrici v 7. krogu 4:2, remizirali pa proti Podvincem z 1:1. Težave sedaj za gostujočega vratarja, ki je na koncu vendarle razrešil, kar si je zakuhal praktično sam. Medtem prekršek Jagra.
Dravinčani pa so sedaj v nizu 3 zaporednih zmag, premagali so Šampion z 2:1, Zreče z 1:2 in v prejšnjem krogu Videm 4:1. Videm je ekipa, ki se nahaja na predzadnjem 11. mestu z enakim številom točk kot Dobrovce. Čakš mirno vrača Hrenu. Krivec takoj žogo v prostor proti Podbrežniku, nekoliko prehitra podaja za domačega napadalca. Če pregledamo vse te 4 poraze, ki so jih doživeli pri Dobrovcih, lahko opazimo, da gre v vseh primerih za minimalne, edino proti Bistrici z 1:4, v vseh ostalih primerih pa proti Dravogradu 4:3, Korotanu 0:1 in v Šmarjah z 2:1. Predložek proti oddaljenejši vratnici Jevšenaka, nobeden izmed nogometašev Dravinje ni bil pripravljen na ta predložek. Na koncu out za Kelca. V obrambo se je pravočasno sedaj vrnil Tadej Štahel, ki je preprečil nevarnejši poizkus gostujoče zasedbe, ki so medtem prišli do svojega prvega udarca iz kota. Iz golove črte sedaj izbil kapetan Lubej. Krivec, brez težav Krivec, takoj je v napadu iskal Podbrežnika. Sedaj pa domači izgubljajo hitro posest in Dravinčani v zadnjih minutah prevzemajo pobudo na terenu. Jevšenak, Ramšak, Čakš, znova na desno stran proti Jevšenaku. Iz avta bo metal Anej Kolar. Čakš ima prostor na robu kazenskega prostora, Čakš z levico, vendarle visoko čez vrata je sprožil nogometaš gostov, predtem pa lepo zalomil 2 domača nogometaša. Petek proti Krivcu. Štahel, nanj je takoj pritisnil Jevšenak, še vedno Štahel, Krivec. Jager, Podbrežnik. Podbrežnik na levo stran proti Štahelu, ali bo dovolj hiter domači nogometaš, ki je na koncu žogo tudi ujel. Grandošek. Krivec, Jager, še vedno v posesti Jager. Grandošek je na desni strani iskal Podbrežnika, morda bi se lahko odločil za strel v tej situaciji. Grandošek, na koncu pa drugi udarec iz kota za Dobrovce.
oziroma ne, met iz avta za domače moštvo. Podbrežnik najvišji v skoku, izbija na koncu Hren. Prekršek je storil Jager. Znova Grandušek, lepo na levo stran proti Lubeju. Lubej proti Štahelu v prostor. Mirno Kolar. Gaber. Gosak prepušča Jevšenaku. Na levi strani ima veliko prostora Kolar, našel ga Jevšenak. Čakš. Čakš spodajal v kazenski prostor, kjer se je odkrival Anej Kolar, pravočasno izvrat na koncu ploj. Kelc je zapravil žogo za domače moštvo, nekaj prostora se sedaj odpira gostom za protinapad, vendar mirno vse skupaj razrešuje Petek, Jager. Krivec, veliko prostora ima sedaj Krivec. Podbrežnik, še vedno Podbrežnik, čez vrata je sprožil napadalec domačih. Čakš. Tokrat na mestu Kelc. Prekršek Pivca. Najboljši strelec domačega moštva zaenkrat Elvino Podbrežnik se je podpisal pod 6 zadetkov. Skupno so jih pri Dobrovcih dosegli 10, se pravi več kot polovico jih je dosegal Podbrežnik. Po enega so še dodali Aljaž Jager, Žan Petek, Nec Grandušek in Domen Klanšek. Na drugi strani pri Dravinji pa najboljši strelec s 6 zadetki Žiga Čakš. 5 jih je dodal Jan Poljanec, 3 Žan Ramšak in 2 Anej Kolar, skupno pa so jih dosegli že 21, kar 11 več od domačega moštva. Na levi strani sedaj Klanšek, lepo so to izvedli domači, Klanšek, ki je takoj iskal Podbrežnika. Najvišji v skoku Petek. Izbija Pivec. Prenos na levo stran, kjer na koncu ni bil dovolj hiter Andraž Kolar. Out sedaj za Dravinjo. Čakš.
Čakš lepo je našel Ramšaka. Ramšak je zavrnil proti Žureju, ki pa je bil nenatančen pri strelu na vrata in brez večje nevarnosti za Ploja. Jager, Ploj. Grandošek proti Štahelu. Štahel in Klanšek sta zamenjala strani. Takoj Štahel proti Podbrežniku. Na koncu vendarle do posesti Podbrežnik. Klanšek. Klanšek na oddaljen še vratnico, kjer je bil Štahel. Grandošek in ostaja 0:0. Še ena zapravljena priložnost domačih. Sedaj nekoliko daljši napad gostov, ki znova želijo miriti situacijo na terenu. Krivec takoj na desno stran proti Štahelu. Zelo nevarni so domači preko teh hitrih protinapadov, ko Dravinčani zapravijo posest in krenejo v napad. Čakš takoj na desno stran proti Jevšenaku. Jevšenak s predložkom pred vrata, kjer se je odkrival Žurej. Znova brez nevarnosti za Ploja. Jager. Podbrežnik. Žurej in Ramšak sta iskala dvojno podajo, na koncu znova na mestu domača obramba. Lubej. Klanšek, Jevšenak, Žurej. Znova Čakš. Jevšenak s predložkom, znova se je odkrival Žurej, nekoliko previsoka podaja na koncu za napadalca Dravinje. Kar se pa tiče celotnega prvenstva, pa zaenkrat najboljši strelec nogometaš šampiona Gal Grobelnik, ki je dosegel 10 zadetkov. Na drugem mestu sta Nec Bračko iz Bistrice ter Grega Triplat, nogometaš Korotana z 8 zadetki. Na tretjem pa kar 3 nogometaši, 2 iz Bistrice, to sta Sebastian Šlak in Jaša Martinčič ter Alen Cimerman iz Cirkulan. Četrto mesto pa si delita prav današnja tekmeca Elvino Podbrežnik ter Žiga Čakš 6 zadetki. Lubej, Krivec proti Klanšku. Znova posesti Krivec. Podbrežnik vrača Jagru. Znova Podbrežnik. Jager. Pletejo mrežo okoli gostujočega kazenskega prostora domači. Krivec na levo stran, Klanšek. Klanšek v prostor proti Grandošku, a nenatančna prehitra podaja. Na koncu Domna Klanška.
Ljubej. Umešal se je Krivec. Prosti strel sedaj za Dravinjo. Pivec sedaj ni najbolje posredoval, kar naenkrat se je ponudila priložnost Dravinji, ki je na koncu prišla do svojega drugega udarca iz kota. Na kratko Čakš proti Gosaku. Predložek je bil to pred vrata, brez nevarnosti za ploja. Strel z velike razdalje Aneja Kolarja. Še enkrat več visoko čez vrata. Ljubej. Gosak znova na kratko proti Kolarju. Nesporazum v gostujočih vrstah. Kelc proti Podbrežniku. Najvišji je bil Hren. Krivec, še vedno Krivec. Mirno proti Jagru. Kelc. Kelc z diagonalno poda na levo stran proti Klanšku. V preigravanju Klanšek. Uspešnejši na koncu z nekoliko sreče tudi Jevšenak. Najvišji Ljubej. Krivec. Grandošek. Jager, znova Krivec. Gaber je lepo videl Ramšaka, kar nekaj prostora ima Ramšak, takoj na levo stran proti Kolarju. Kolar spodaja pred vrata, kjer se je odkrival Žurej, na koncu pa zgolj udarec iz kota za Dravinjo. Tretji v tem prvem polčasu. Tokrat proti oddaljenejši vratnici, kjer je Kolar in Klanšek v dvoboju. Jevšenak. Mirno Ploj. Jager. Krivec. Na levo stran proti Klanšku, znova ima nekaj prostora Klanšek. Krivec, Jager, Petek, lepo so to odigrali sedaj domači. Pivec. Pivec je iskal Klanška, vmešal se je Andraž Kolar, Jevšenak, Čakš, Žurej.
Nekoliko so zakomplicirali sedaj pred vrati gostje, nesporazum med Žurejem in Kolarjem. Ploj znova na kratko proti Pivcu. Gosak. Vmeša se Kelc, takoj napad proti Podbrežniku. Prekršek je na koncu storil napadalec domačega moštva. Pri rumenih kartonih pa zaenkrat pri Dobrovcih največ jih je prejel Tilen Štahel 6, na drugem mestu s po 3 Žan Petek, Nec Grandušek in pa Alen Hutinski. Po 2 so še na svoj račun upisali Krešo Blagus, Aljaž Jager in Domen Klanšek. Skupno so jih pri Dobrovcih prejeli 29 ter tudi 3 rdeče kartone. Le-te so prejeli Tilen Ploj, Rok Lube in pa Blagus. Pri Dravinji pa kar 3 na prvem mestu s po 3 rumenimi kartoni, to so Jan Poljanec, Žan Napotnik in Blaž Kolar. Skupno so jih upisali 27, po 2 so še dobili Andraž Žurej, Timotej Černec, Anej Kolar in Žan Ramšak. Prejeli so tudi 4 rdeče kartone, to so bili Anej Kolar, Tomo Kotnik, Žiga Brumec in Tadej Gaber. Čakš na levo stran, kjer se je lepo vključil Anej Kolar, toda v prepovedanem položaju je bil levi bočni nogometaš gostov. Krivec. Še vedno v posesti Krivec, vrača Petku. Z glavo je podaljšal Podbrežnik. Brez večjih težav znova do posesti Dravinja. Gosak, Gaber. Kolar, še vedno Kolar, prekršek kapetana Lubeja. Lubej je na levi strani iskal Klanška, previsoka, premočna podaja za slednjega. V teh trenutkih so domači nekoliko padli v sami igri, potegnili so se kar nazaj. Jevšenak. Nesporazum pri gostih v teh trenutkih. Znova na kratko Ploj, tokrat proti Lubeju. Krivec. Še vedno Krivec. Znajdljiv je Krivec, na koncu nenatančen pri oddaji žoge. Gosak, Ramšak. Prekršek Jagra in prosti strel s kar ugodnega položaja sedaj za Dravinjo.
Izvedel ga bo številko 10 Čakš. Čakš proti oddaljenejši vratnici, a premočna podaja je bila to za vse nogometaše. Grandošek, nov nesporazum v domačih vrstah, ki v zadnjih 5-7 minutah niso uspeli odigrati praktično ničesar. Čakš. Ramšak vrača Gosaku. Veliko prostora sedaj ima Gosak proti Žureju. Jevšenak. Gaber, Čakš. Kelc, nesporazum tudi v vrstah Dravinje, kar nekaj raztrgane igre, sedaj tako na eni kot drugi strani hiter proti napad sedaj domačih Podbrežnik. Še vedno Podbrežnik, out. Na koncu za Dravinjo. Dobra situacija je bila to sedaj za domače moštvo, ki pa je niso uspeli izkoristiti. Čakš, pravočasno v prostor proti Ramšaku. Ramšak in Ploj 1-1, obramba Ploja, najlepša priložnost v tem prvem polčasu, izkazal se je vratar Ploj. Je pa tudi res, da je Ramšak slabo zaključeval. Znova Ramšak sedaj strelja in vendarle zadetek. 0-1, popravni izpit za Ramšaka, ki ga je opravil in vodstvo Dravinje z 0-1. Zagotovo boleč udarec za domače, a mislim, da lahko rečemo zasluženo vodstvo Dravinje, ki je v zadnjih 10 minutah povsem prevladovala na terenu. Iz minute v minuto vršila vse večji pritisk, domači so se postavili preveč nazaj in dopustili to prevlado gostom. Pameten prekršek sedaj Žureja. Jager na kratko proti krivcu. Petek, znova krivec, vrača Pivcu. Lubej. Klanšek, Grandošek. Še vedno Grandošek. Klanšek in Jevšenak v dvoboju. Brez nevarnosti za vratarja Finka. Najvišji Žurej. Pravočasno izvrat Ploj.
Štahel, out za Dravinjo, še enkrat več so domači hitro zapravili žogo. Čakš mirno vrača Hrenu, Kolar, Jevšenak. Gaber. Čakš. Čakš v prostor proti Žureju, a v prepovedanem položaju se je znašel napadalec Dravine. Krivec nanje takoj pritisnil Žurej. Visoko stojijo gostje kljub prednosti, ki so si jo priigrali. Pivec s tem na nek način onemogočijo mirnejši poskus napada domačim. Jager. Sedaj pa se odpira nekaj prostora, hitro se je vrnil Gaber. Grandošek. Še vedno Grandošek, Jager. Jager in Grandošek v dvojni podaji. V bloku je bil Hren, na koncu kot za domače. Tretji v tem prvem polčasu. Jager proti drugi vratnici. Previsoka podaja je bila to Jagra. Pri domačih do tega dvoboja seveda je največ minut na igrišču preživel Vino Podbrežnik. 872, na drugem mestu Domen Klanšek z 851. Sledijo Aljaž Jager 825, Žan Petek 810 in Jan Krivec 807. Pri Dravinji pa sta vseh 900 minut odigrala Žiga Čakš in Gregor Fink. Na drugem mestu Žan Ramšak 885, Gabriel Jevšenak 842, Žan Napotnik 764 in Jan Poljanec 741. Medtem napad po levi strani domačih. Klanšek je prodoril, izbija Hren. Znova Klanšek, vmešal se je Gaber. Krivec, Jager. Jager v prostor proti Podbrežniku. Podbrežnik brez prave nevarnosti oziroma brez nevarnosti za Finka. Nerodno se je žoga odbila Podbrežniku pri poskusu strela. Že nekaj manjšega zavlačevanja strani Finka. Dravinčani imajo željeno prednost, Lubej najvišji. Ramšak. Prekršek domačega kapetana, hitro je prosti strel izvedel Gaber. Čakš. Kolar. Vrača Čakšu. Še en prekršek domačih, tokrat ga je storil Tadej Štahel.
Še enkrat več na izvedbo prostega strela čaka Čakš. Tokrat se je odločil za strel, zadev enega izmed domačih nogometašev in to bo četrti udarec iz kota za Dravinjo. Na kratko sta odigrala Čakš in pa Gosak, na koncu strel Čakša z velike razdalje, brez nevarnosti za ploja. Pivec na levo stran Klanšek, Lubej. Pivec je na desni strani iskal Kelca, nenatančna podaja na koncu, kljub dobri nameri domačega centralnega branilca. Kolar, Čakš na kratko vrača Kolarju. Hren. Čakš vrača Kolarju. Vsaj po večini ti napadi gostov potekajo preko Žige Čakša, ki v večini primerov prevzema organizacijo samih napadov Dravinje. Znova tukaj Čakš. Hren. Kolar. Gosak na desna stran proti Jevšenaku. Hren. Petek proti Štahelu. Prekršek je storil Hren. Pametno s tem je prekinil protinapad domačih. Grandošek v prostor proti Podbrežniku, Štahel, znova Podbrežnik, Krivec, umešal se je Gaber in medtem je glavni sodnik zapiskal konec prvega polčasa. Na odmor z minimalno prednostjo 0:1 odhajajo gostje, edini zadetek v 37 minuti je dosegel Ramšak. Bomo videli, kaj nam ekipi pripravljata za drugi del, ali lahko Dobrovce pridejo do preobrata ali vsaj točke na tem obračunu. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče prvega polčasa. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do drugega dela.